Dober dan, jaz sem Nami in moja nana je učiteljica, moja mama je učiteljica in jaz ne bom učiteljica. In danes vam bom prebrala eno čudovito poezijo o učiteljih. Učitelj ni samo učitelj, učitelj je pomalem vse. Učitelj se kar naprej trudi, da veliko zna, da veliko ve. Včasih čistilec, včasih zdravnik, včasih je klovn, včasih sodnik, je pedagog, psiholog, biolog, učitelj je sam, pa tja vse vrste log. Je matematik, zgodovinar, geograf, slovenist. Fino je, če je učitelj optimist. Učitelj je pravljičar, pevec, baletnik, športnik, igralec, skratka umetnik. Učitelj ni samo učitelj, učitelj je pomalem vse. Učitelj je res učitelj, če ima na pravem mestu srce. Hvala. Dira, ja. Lepo pozdravljeni, jaz sem Tomaž Grušovnik, izredni profesor na Pedagoški fakulteti in sem tudi prodekan za mednarodno sodelovanje. Danes bi vam rad izrekel prisrčno dobrodošlico v imenu naše dekanje, profesorice Mare Cotič.
ki je, verjemite mi, zelo, zelo vesela, da je do tega dogodka prišlo. Zaradi tega, ker mi obeležujemo 50. obletnico letos, odkar je bila ustanovljena Pedagoška akademija, in že pred 2 leti smo začeli razmišljati o tem dogodku, kako bi obeležili to pomembno obletnico, in takrat smo rekli, da obvezno moramo posvetiti pomemben poudarek, da moramo dati pomemben poudarek na zgodovino naše inštitucije. Zakaj? Ne zaradi tega, ker bi bila to neka pretekla stvar, ki se jo spominjamo zgolj preko nekih albumov, tako samo počastimo nek spomin, ampak zaradi tega, ker smo prepričani, da je edina pot, ki vodi naprej skozi preteklost, in da so te bogate izkušnje, ki si jih lahko izmenjamo, vaši utrinki seveda, ki ste jih imeli tako na akademiji kot skozi vaše delo, pomembna informacija tudi za nas, da lahko naprej razvijamo našo skupno inštitucijo. Tako da prisrčno dobrodošli, res smo počaščeni, da ste danes za nami. Glejte, Pedagoška fakulteta danes, prej Pedagoška akademija, je najstarejša članica naše univerze. Univerza je lani praznovala 20. obletnico, 2003, Pedagoška fakulteta pa je več kot enkrat starejša od tega. In je zato posebnega pomena vaš obisk ne samo za našo institucijo, ampak tudi za našo univerzo. Še več, upal bi si trditi, da je posebnega pomena za okolje, za celotno primorsko regijo, celo ne samo za obalo, tudi širše za Kras, za severno Primorsko. Zdaj slišali smo res prisrčno recitacijo od naraščaja, od naše drage kolegice Mojce Kukanja Gabrielčič, ki me je navdahnila, da povem to, kar sicer cel čas poudarjam, sem že mogoče malo samega sebe sit, ampak mi je pa vendarle pomembno, da to povem. Tudi jaz sem prepričan, da je pedagog pravzaprav najpomembnejši poklic. Zakaj je najpomembnejši poklic? Glejte, pravniki povejo, zakaj so pomembni, sodniki zelo pomemben poklic, zdravniki izjemno pomembni. Vsi ti poklici so zelo, zelo pomembni, ampak kdo jih naredi? Pedagog. Pedagog je ta, ki izobrazi vse ostale poklice. Torej, če so ostali pomembni, je še toliko pomembnejši pedagog, ki jih naredi. Ne samo to, pedagog pravzaprav izobrazi, da obraz človeku. Pedagog je ta, ki človeka naredi. Tako da sami ste šli skozi bogato pedagoško kariero, to sem prepričan, hvaležni, vam morajo biti vsi, zdaj pa seveda za naprej, pa kot rečeno, pot vodi skozi izmenjavo izkušenj za vami. No in na tem mestu bi jaz dal kar besedo naši dragi kolegici, profesorici Aksini Kermauner, znani, zdaj je že upokojena naša profesorica, jo kar pogrešam, moram reči, kaj nič ne srečujem več toliko na hodnikih, je naša uveljavljena tiflopedagoginja, bila je predsednica Slovenskega društva pisateljev, kot vemo je književnica, seveda pisateljica, in pa tudi podpredsednica Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, in ona bo tako spodbudila, povezovala malo današnji pogovor med nami vsemi. Tako da, kolegica Kermauner, izvolite mikrofon, vam pa še enkrat iskrena hvala, da ste si vzeli čas danes in da ste nas prišli obiskati. Dobar dan vsi skupaj. Ja, leto 1974, daleč je. Ampak še vedno smo taki, kot smo, kot vas vidim. Nekaj vas že poznam, še odprej, tako da vidim, da se nismo nič spremenili. Vsaj jaz mislim, da smo v srcu, jaz sem približno 25 let stara tukaj noter, kar pa ga ogledalo, mislim, me pa toliko ne zanima. Kako sem si jaz danes zamislila? Seboj imam eno takole mapico iz leta 1974, seveda, in bomo malce zavrteli časovni stroj nazaj. Sedite zdaj tako, kot bi bili študentje, jaz bi pa vseeno rada, da malo sodelujemo, vseeno, ker vi boste imeli tisto glavno besedo, jaz bom samo vas skušala malce požgečkati, da se boste spomnili tega leta, ko ste seveda zaključili srednjo šolo,
naredili maturo ali pa zaključni izpit, je tako, in se potem v letu 75 upisali na Pedagoško akademijo v Kopru. Takrat je bila akademija dvoletna, seveda vemo, da se je potem to razvilo v 4-letno in tako da ni bila višja šola, visoka šola, ampak visoka šola. Ja, jaz imam tukaj za vas zdaj eno izziv, namreč, če se spomnite mature, kako smo delali pa zaključnega izpita. Takrat smo dobili take listke, a ne? Jaz sem si zdaj za vas pripravila listke, dajmo res zavrteti ta stroj nazaj, časovni stroj, da gre v leto 74, jaz sem bila stara takrat 18 let, jaz sem letnik 56, nekateri ste 55, a ne, smo tam nekje, a ne, generacija, tako da bomo skušali zdaj malce podoživeti in tukaj so listki, ki smo jih vlekli, približno taki smo jih vlekli na maturi, ja, dobro, bomo začeli z gospodom. Izberite si en listek, tako lahko preberete, boste kasneje. Listek, pa dajte kar naprej takole, vzemite, Nadja, vzemi pa daj naprej takole. Zdaj, plonkanja, vidva sta tako, ne bi bilo etično, ja, tako. Zdaj seveda, včasih nismo smeli plonkat, švindlat, rečejo na Štajerskem, ne? A ja, tako, švindlat. Ampak mi pa znamo sodelovati. Zato, če ne boste znali vprašanja, se lahko posvetujete s kolegom, s kolegico, ali pa celo zamenjate, ali pa celo nadomestite to vprašanje s kakšnim drugim vprašanjem. Prav? Smo vsi dobili listke? Znamo odgovoriti? Bo šlo? No, tako. Mogoče bi šli kar tako, jaz ne bi tamle sedela, jaz bi se lahko kar takole naredim, da bomo malce bližje. Takole. Mogoče takole, ja, da bomo. Zdaj, kdo se najprej upa, vedno je bilo, da smo imeli tiste, ki so se zmeri javili, pa ne? A sploh potrebujemo mikrofon? Ne. Zakaj? A snimaš? Je prižgan. Dobro? Tako. Nadja? Ja. Prav. No, ampak vsem pridi. Tako. Takole, odlično. Orjana, ti si bila pa že od začetka tukaj, da se nam lahko pridružiš? Nisi bila študentka, si bila pa od začetka na fakulteti, ne? Ajej, ja. Vsem pridi. Ja, resno, tako. Mogoče še na hitro, preden se ogrejemo, pa preden zberete poguma, ne, za odgovore, strašne, pač težke, ne. Jaz sem leta 1974 zaključila osnovno šolo, gimnazijo Vič v Ljubljani, potem sem pa, kljub temu, da sem imela preference za naravoslovje in umetnost, sem se vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani in to samo zato, ker me je učil en profesor, katerega žena je pa učila tukaj na pedagoški v Kopru. In to je bil profesor psihologije in on me je strašno navdušil za psihologijo. In jaz trapa sem šla na psihologijo, ne? In sem tam 3 leta pravzaprav, kaj ne rečem, utrjevala znanje, se reče lepše, ne? Zato, ker so šele kasneje ugotovili, da imam hudo disleksijo oziroma diskalkulijo, zato te številke meni ne grejo, ne? Orjana, oprosti. In statistike pač nisem naredila. Takrat je bil en doktor Čuk, če se ga mogoče kdo spomni, ne?
Ja, doktor Čuk, ki me ni spustil skozi, sploh ni bilo govora, in pa seveda matematika je bila tudi na psihologiji in filozofiji, tako da sem potem prišla na Pedagoško akademijo v Ljubljani. In ko sem gledala seznam profesorjev, ki vas je poučeval, sem videla, da so bili to isti profesorji pravzaprav, ne? Ki so nas učili na Ljubljanski pedagoški akademiji in pa vas tukaj, tako da smo nekako povezani vseeno, ne? Tudi čeprav ste bili vi tukaj, jaz pa 3 leta kasneje Še to povem kot zanimivost, ko sem delala doktorat, zadnji 13. izpit je bil profesor Čuk. To 13. ja, profesor Čuk, to je bilo leta, jaz sem bila stara takrat 50 in 6, ko sem delala doktorat, to se pravi, on je še vedno vztrajal na fakulteti in jaz sem morala še celo napisati prošnjo, da bi me vzel, ker je že bil davni v pokoju, da me bo vzel na izpit, ker drugače bi morala čisto nekaj drugega se naučiti, ne. Tako da sem se smejala sama sebi, da prošnjo pišem, da me Čuk vzame, ki mi je, no, pustimo to. Dobro. No, če začnemo kar s tabo. No, krasno. Kaj si pa povlekla, da vidimo? Zelo lepo in ključno. Katerih, mislim, da moram kaj označiti, katerih, ni potrebno, se pravi, samo držimo v rokah tako. Katerih profesorjev se spomnite? Mislim, vprašanje je res za prvo vprašanje najboljše, ne? Ker zaradi vas smo tukaj, zaradi profesorjev smo tukaj. Jaz bi rekla, da se najbolj spominjam profesorice Bertokove, že zaradi jezika in zaradi tega, ker je bodrila, kar nas je bodrila ves čas, ne? Posebej, če si prihajal recimo ne ravno iz gimnazije, ampak še zgodovine prejšnje, tako da je bila zelo človeška in dekletom, jaz se pri njej najbolj spominjam tega, kako nam je večkrat pripovedovala ali pa rekla, svetovala, kako naj se mi, kako naj poskrbimo, da je dom čist, ne? Ampak bodimo inteligentne malo bolj, ne? In tudi povedala je, rekla, moški Primorci so zelo delovni, ne? Tako, in je rekla, saj lahko posteljo v spalnici pospraviš, pa v kuhinji samo miza in tako naprej, ne? Od časa do časa nam je dala taka zelo praktična navodila in meni so bila izvrstna. Potem zapomnila sem si, tako da zdaj malo preskočim, Pirjevca, ne, profesorja, se mislim, da sem zdaj prav povedala, da nisem narobe, iz psihologije in spet sva tam s sošolko Lidijo recimo se sprehajali ob morju in se pripravljali na ta izpit, ne, in to je bil krasen izpit, čista 10, tako da se pohvalim. Ampak zdaj bom šla od teh čistih 10 pa k malo manj čistim 8, 7. Kaj se pravi profesor Klinec, že zaradi priimka si ga človek zapomne, ne? No, hočem biti malo humorna, ampak ne vedno najbolj posrečeno. Tako da ta predmet mi je kasneje, se mi je zdelo, da mi slovenščina zelo ustreza, potem, ko je bil pa praktični del, so vsi naokoli ugotovili, da mi pa matematika najbolj gre in da matematiko še najboljše učim, ne. Profesor Hasel, glasba, ne, tam smo se na trenutke, mislim, to je bilo posebno veselje, ampak poglejte, tako da kasneje sem ga večkrat še srečevala, ko sem imela svoje otroke na glasbeni šoli, ne, tako da vse tisto se mi je potem na nek način vračalo, ne. In zanimivo, ko sem imela izpit, tistikrat si mi tudi rekla, Tanja, da ne vem, kako da dosegam čez sopran, ne vem, kako je to uspelo, to pomeni, da sem verjetno kaj zafušala pri glasu, ga ni bilo zraven. Tako da sem se zelo oddahnila, ker profesorja ni bilo zraven. Zdaj, če nadaljujem, kdo bi še bil, še eno imam, ki mi je ostala, se pravi, še to zadnje bom, ker drugače bomo dolgo v noč, ne.
Profesorica Stepančič. Jaz sem obiskovala osnovno šolo v Šempetru pri Gorici Ivana Roba. In na tej osnovni šoli je poučevala profesorica Stepančič takrat še zemljepis. In vsakokrat, ko sem bila na vrsti, sem bila recimo 3. ali pa 4. na vrsti in ponavadi je bil prvi na vrsti odličnjak pri njej in logično, ne, prvi del si vedno bolje zapomniš in je prejel odlično oceno. Ker sem bila 3. na vrsti, sem samo 3 dobila, ne. To je izgledalo tako. In ko sem odšla iz osnovne šole, sem rekla, zdaj sem se pa te profesorice rešila, ne. Se oddahnila, ne. In mi na tisti dan, mislim, da je bila sreda, mi čakamo to, kdo je ta profesorica Stepančič, ne. In čakamo in ta profesorica zamuja in gledamo skozi okno še s tem iz Pinka Tomažiča šole in nekdo prihaja. Si morate misliti, kdo? Zazibajočo hojo, tako kot je hodila, ne, to sem si zapomnila za večno in pride. In to je bila profesorica Stepančič. Občutki enaki, kot so bili v osnovni šoli, tudi tukaj. Nekako se nisva ujeli na osnovni šoli, niti tukaj, kajti jaz sem, ko sem pripravljala nalogo, sem želela o Hrastovljah povedati, da je to kulturni, zgodovinski in tako dalje spomenik. In to pri tem predmetu zgodovina ni bilo pomembno. Vse drugo je bilo pomembno, ali je to na jugu Slovenije in tako dalje. Se pravi, zelo taki mozaični so vtisi in vseeno hvala, ker učiteljem, če žal ni nobenega izmed njih tule, ne, pa naj bo vam hvala, kajti danes, ko delam na Univerzi za 3. življenjsko obdobje, mi marsikatere izkušnje iz študijskih let, pa kasneje tudi prav pridejo. Hvala. Ja, hvala lepa za res podrobno razčlenitev profesorjev. Mogoče, da ne gremo ravno tako po vrsti, ampak če bi imel še kdo o profesorjih kaj reči, da si je res zapomnil, lahko preskočimo red, a ne, pa poveste kaj? Prosim, ja. Ja. Zato moramo govoriti. Pa vam pa kar tega le dam, da se bo bolj slišalo. Ker je Nadja omenjala svoje 10, jaz sem imela v glavnem 10 in 9. In ker sem hodila na splošno gimnazijo, nisem obvladala nobenega inštrumenta in moj prvi stik s klavirjem je bila pedagoška akademija. Jaz sem se potila in na koncu edina 6 je bil klavir, da sem lahko pokazala, da sem nekaj poskušala zaigrati, ma ne dvoročno, ne, samo je rekel, no dobro, naj bo 6, to je to. In bom to nadaljevala. Takšno je bilo zrušeno študentov. Mi smo bili lepa generacija. Mi smo se lepo razumeli, nismo se pričkali, smo si pomagali. Spomnim. Ona mi je vedno pomagala. Ti se pa ne spomniš, ne? Ja. Najboljši kolegici pa smo bili z Nadjo, smo hodili okoli, 2 leti smo bili res pravi prijateljice. In še bomo imeli v spomin na našo pokojno malo zadregi. Sonja Brnjavac je bila naša sošolka in kakšen šok smo mi doživeli, ko smo slišali, da jo je vozila v svojem zdravju pod orožjem. To je prav, da je živi omeniti. Nič kaj posebno, če bi še kdo dodal. Tako vprašanje, kaj vam je bilo najbolj všeč pri študiju v Kopru, bi se kar na te navezala, da smo vsi kot ena družina.
Tudi kasneje, ko sem ob delu študirala, je bilo to čist en drug sistem, drugače je bilo, ne, več nas je bilo. V Ljubljano smo hodili po službi, tle pa je bilo, nas je bilo malo in smo bili res kot ena družina. Ja, domače je bilo. Da smo bili tvoj druga generacija šele, ne. Tako da ja. Smo te preskočili. Ker je rekla, Nadja je omenila glasbo, jaz se spomnim, Nadja, ko si prišla v Koštovono zjutraj, ob ne vem katerem z avtobusom, ob 6 že, in smo šli potem k našemu operišču pod Koštovono in si posnemala, kako teče voda. In neki ptički so peli in smo imeli neki sposoben kasetofon, da si imela to na nastopu, ne vem, če je bila glasba ali telovadba, ne vem, kaj je bilo. V glavnem smo se zelo trudili. Potem z Edelmanom in z Nadjo smo nekaj študirali skupaj, jaz ne vem, kateri predmet smo študirali skupaj, smo se odbivali v sobotah. Se spomniš, kaj nekaj smo se skupaj učili. Jaz sem pa imela vprašanje, kaj vam je študij na pedagoški fakulteti dal za življenje? Mislim, da to je bila ena prelomnica, velika. No, ko se poročiš, je ena prelomnica, ampak to je bila predhodna prelomnica. Zelo veliko res dosežeš nek življenjski cilj, ne, biti učiteljica, jaz v Koštovoni, prvi tako bolj izobražen človek in da se je učiteljica, to je bilo nekaj posebnega. In potem še kaj, dobila sem službo v Hračišču in kako je to bilo? Nisem se nikamor prijavila, ker sem se želela delati v Šmarjah. In tam sem vedela, ti se je šla, vse, ker nisem se ne bom prijavila, ne bom prišla noter. In kaj se je zgodilo avgusta? Je ravnatelj iz Hračišča in pokojni Slavko Maršič prišla v pisarno na pedagoško, bila druga tajnica, nisem še vi, in je rekla, da v Koštovoni je Sonja Cergol, ki je naredila vse izpite in oktobra bo diplomirala in pejte k njej. In sta res prišla ta ravnatelj iz Hračišča in njegov pomočnik in jaz sem komaj vstala, meni je bilo 9 ura in sem, kaj vam ponudim, ne? Da bom eno kavo, ne, nisem imela mleka in sem, ko grem pomol s kozo, sem imeli kozo in potem je ta ravnatelj, ko so povedali gor, ne, ja, to bo za našo hišo, ne, zna tudi mus kozo in sem šla v Hračišče, vam povem, in sem dobila takoj stanovanje, službo, končaš študij, dobiš službo, no, tiste leta sem bila res tudi zelo lepa. Gor sta bili še dve, še Jadranka, Mira in Lili iz vaše generacije, prejšnje generacije, mi smo bili druga generacija. In se je to, kot je bilo tukaj, ko smo združeni, tudi potem v službi smo se tako mladi zelo dobro razumeli. In smo bili pridni, veste, nismo imeli težav, ni z inšpektorji, smo bili delovni, smo znali in smo bili oboroženi res z nekim znanjem. No, potem pa prišla prilika, prihajale so nove učiteljice, ne, potem sem res dobila v Šmarjah, po 10 letih sem le dobila v Šmarjah, potem v prvem razredu sem dobila službo, sem prišla spet v svoj kraj in prihajajo nove učiteljice, profesor sem vsekamo, jaz ne bom ta zadnja, kako bom jaz vlazi tam, te mlade bo imele več izobražbo, ko smo to ne gre. In potem je prišla prilika, da smo se tukaj na pedagoški fakulteti, potem, da smo dokončali študij in tudi ne, Irena, ne, vi ste šli v dobi z mano tle, nobena, ja, Biserka bila z mano, z Biserko smo prišli do konca, gimnazijo, akademijo in fakulteto, ja, tako, no, hvala, da ste mi pomagali, da smo izživeli te svoje sanje in mi je bilo lepo in študij in služba in še zdaj delam kulturi, sem predsednica kulturnega društva v Koštovoni in pobiram vse povsod, kar sem dobila in samo nadgrajujem. Hvala. Ja, moje vprašanje pa je, če se spomnim, kakšne zanimive prigode. Ja, najprej bom tako povedala. Res je tam. Malo bliže. Aha, bliže. Ja, ma jaz zdaj sem v penziji. Zdaj sem nona. Tako, no. Res je, fakulteta, profesori so nas kar dobro pripravili na ta vstop v razred. Kljub temu moram povedati, da po enem tednu poučevanja sem pa kar malo ležala, bolj kot stala.
Vsak otrok je svet zase, ne? Priprav je bilo ogromno in je kar zahtevalo človeka in pol, ne samo enega človeka. Vse potem se nekako tečeš in se naučiš vsega tega. V prvem tednu pa me je kar malo postavilo na realna tla, ne? Ni vse tako rožnato, kot si predstavljaš, da bo. No, zdaj pa o tej zanimivi prigodi. Ob izpitih smo imeli tudi nastope. In pri spoznavanju okolja, ki se je poučeval profesor Sodar, sem dobila v prvem razredu naslov češnje. To je bil iz drevesa, vse od okrasitve do pridno. Jaz sem pridno nabirala vse vejice in listke in drevesno skorjo, vse prinesla, to je vse potekalo in seveda sem mislila, da mestni otroci ne vejo, kaj je ljubje in sem hodila po učilnici in jim ponujala tisti kos lesa in pošljate in vsakega spodbujala, da je pošljatal in po koncu te ure mi reče profesor Rotar, vse je bilo lepo pa nazorno, ampak malo manj šlatajte. No, in od takrat jaz tipam. Se spomniš tega, ne? Mislim, meni je bilo nerodno, ampak tako je v življenju, ne? Moje vprašanje pa je izzivi, s katerimi ste se soočali. In glede na to, da sem tudi jaz obiskovala splošno gimnazijo, je bil ta klavir velik izziv, klavir. In tukaj je profesor Haselzoper, pri katerem ni bilo ravno dobro češnje zoba. Trudili smo se res grozno. Smo imeli omejen čas za vaje na glasbeni šoli, točno v tisti uri, ne vem, pol ure, in potem je bil izpit in res si tam nekaj, Nadja, se spomnim, kako je tebe enkrat zagrabil za mezinec, da je prav, mislim, je bil živčen, ker ni šlo, pri nas ni vse teklo tako, kot bi moralo, ne, tako da, no, in ni bilo to dovolj s tem klavirjem, sem si jaz izbiral med nastopom med velikovni vzgoji ali pa glasbeni in sem jaz izbrala glasbo. V 3. razredu na bivši šoli Janka Premrla sem jih naučila diči, diči, diča. Si ne morete misliti, kako sem bila trda, kdaj bo prišel ta moj ljubi profesor poslušati to reč, se ne vem, kako bi pela, niti kako bi igrala, ampak je bil pa tako prijazen in uvideven, da je pustil učiteljico Bizajlova, je bila takrat, je vodila tudi pevski zbor na šoli, pomeni, da je bila glasbeno, tako da je samo njo pustil v razredu, da sem jaz odpela in še zdaj znam to pesmico. Prej ste se smejali, ker je omenila kolegica sošolka nekdanja eno prigodo. A bi mogoče še to povedali? Ker si neko prigodo smešno, je bila to ta. Če se spomnite kakšnega dogodka takega smešnega ali pa nenavadnega? No, morda malo manj smešen, ampak tako, da si tako močno zapomniš. Profesor Marušič, pokojni, je bil naš ravnatelj na gimnaziji, smo ga imeli blazno radi in potem res bili tudi zadovoljni, da nas je on poučeval pedagoško psihologijo. In vedno je tam tisti ravnatelj, profesor, nekje daleč in on je sedel, še nam razlagal in je pritekla tajnica in mu je sporočila, da je najmlajši sin, da je pač padel z drevesa in ne vem kaj. Meni je tako ostala tista reakcija, naenkrat je bil tam oče, ta preobrazba hitra, no, res me je prav galno, no. To je. No, prigodo se pa jaz spomnim na račun dr. Stepančičeve. Ona, ki je hodila iz Gorice, se je vozila z BMW-jem, zelenim, nikoli ne bom pozabila. In je hodila
seveda dolga pot je bila, ne, in nam je povedala, da ona gre od doma zelo zgodaj ob sredah, zaradi tega, ker raje vozi v drugi kot v tretji. Se spomniš? Zakaj mi je to ostalo, nimam pojma, ampak tako, no. Ja, na račun hasla bi se tudi še kaj dalo povedati, ampak dobro, pustimo ga. Kakšen nasvet bi dali današnjim študentom pedagoške fakultete? To je zelo tako vprašanje, kar težko, ne? Kaj bi lahko dali. Da se jaz spomnim, kako smo mi študirali, kaj vse smo mi delali. Ni bilo interneta, vse je bilo treba risati, prerisovati in tako naprej. Ampak dobro, vse smo naredili, ne? Ko sem potem začela delati in so hodili študentje k meni na nastope, na prakso in tako naprej, sem bila strašno zadovoljna, ker sem se tudi od njih veliko naučila. Zelo rada sem jih sprejemala, da sem pobrala res, kar se je dalo in potem uporabljala naprej. Potem pa je, ne vem, kot bi odrezal, jaz ne vem, kaj je to bilo, ampak to, kar imam v spominu, je bilo to tam okoli uvedbe 9-letke. Takrat se je pa stanje tako poslabšalo, resnično tako poslabšalo, da študentje enostavno kar sploh niso več z nami komunicirali. Oni bi vse samo preko telefona, preko mailov, ne da bi prišli pogledat recimo učitelja ali učence, mislim, ne da sem si jaz predstavljala, da sem ne vem kaj, da morajo priti k meni in tako naprej. Ampak lahko si jim marsikaj povedal, ne? Jaz vem, da mi smo hodile pred vsakim nastopom do učiteljci in vprašali in, ja, tudi večkrat, normalno, in prinesli pripravo, pokazati in to. In potem kar naenkrat tega ni bilo več. Dokler se ni zgodilo to, da je prišla študentka na nastop in mi 5 minut pred začetkom ure dala pripravo. Prej pa priprave sploh nisem videla. In jaz sem šla k mentorci in sem rekla, oprosti, ona pri meni ne bo imela nastopa. To sem prvič naredila in mi je bilo grozno, ampak se mi zdi, da je bilo prav. In od takrat potem nisem hotela več sprejemati študentov. In ne vem, kaj bi rekla študentom. Ni vse samo na internetu. Ne? Več se pogovarjati se med sabo, tako kot smo se mi pogovarjali, si pomagati. Eden ti bo dal ta nasvet, drugi ti bo dal ta nasvet, ti boš dal nekomu nasvet in je to veliko več vredno, kot pa samo brati na internetu, ker tam lahko itak vsak napiše vse. Ne? Tako da tega pristnega človeškega stika naj bo več. Tako, in ja, jaz upam. In še to, te pa ne vem, če je to ravno za študenta, ampak dobro je, za kasneje, ko bodo v razredu, naj ne vzamejo vsak delovni zvezek, ki pride na tržišče. In čim manj delovnih zvezkov. Jaz sem delala na osnovni šoli Antona Ukmarja, večino časa v 1. razredu in sigurno recimo zadnjih 15 let mi smo imeli pri pouku samo en delovni zvezek in to je delovni zvezek matematike. Dobro, smo imeli recimo berilo, ne, ampak tisto berilo zame ni bilo berilo, ker to je bilo za starše berilo, ne, ampak smo naredile same berilce za otroke. Ampak govorim lahko za 1. razred, kar otrok v 1. razredu rabi je delovni zvezek matematike in pa naravo. Poučevanje zunaj čim več. Bom še jaz, kako se je študij na fakulteti v teh 50 letih spremenil.
Ne vem. Ne vem. No, lahko iz svojih izkušenj. Začela sem, sem prva generacija. Začeli smo na Pinka Tomažiča, to je na Barju, dol na Bonifiki. Kot sta kolegici prej povedali, smo zelo veliko sodelovali z našimi mentoricami, učiteljicami. Cele dneve smo bili tam, ne. Mi smo imeli popoldne, kadarkoli. Profesor Klinc, recimo matematiko, je prišel recimo v drugem letniku in takrat je bilo ure in ure in ure samo matematika, ne. Pač take so bile potrebe, ne. Sodelovanje je bilo čudovito, tudi s profesorji, ne bom rekla, tudi Vojko Stepančič, mi smo imeli vsaj lepe odnose. Povem razen s profesorjem Haslom, ki ga kljub vsemu cenim, čeprav se nisem čisto nič odnesla tega. Hasel mi je na koncu dal sicer 6 in mi je rekel, naj bo kolegica, je rekel, samo da nikoli nobenemu ne poveš, kdo je bil tvoj profesor. To je bila prva. In sem mu še danes hvaležna, so 6, ne? Ja. Je, ne? Ja. Ko sem se pa drugič upisala, a ne, Orjana, je bil odnos čisto drugačen. Mi smo prišli z veliko znanja, s prakso in je postati študent 20 let kasneje čudovito. Izhajaš iz svoje direktne prakse, ne? Tako. Najprej sem začela recimo v svojem domačem kraju, v Hrvatinih, in po 2 letih sem odšla na italijansko šolo in sem na italijanski šoli učila potem 38 let. Tako sem končala tudi kariero na tej šoli. To je, mislim, ne vem, kakšna sprememba bi jaz od prve pedagoške pa do fakultete se mi zdi, da je to blazna sprememba, ja. Veliko, kot je rekla kolegica, interneta ni bilo, mi smo vse iskali, ne, vse smo sproti delali, vse učne liste, vse delovne zvezke, vse pripomočke, vse smo to počenjali, ne, tudi za same izpite. Res je pa, da so študentje malo bolj lagodno delali, recimo tudi, sem bila tudi mentor tem učencem, prihajali so malo manj pomanjkljivo pripravljeni, od nas so zahtevali zelo veliko. Tako, zato je bila potem tudi drugi vpis je bil enostaven, recimo, ne. Smo imeli veliko prakse, ne. Tako. Enkrat se mi je to zgodilo. Če se spomnite programiranih sekvenc, in jaz sem to delala in so mi potem tudi v kabinetu moji sodelavci pomagali. In ta zadnja stran, ko je bilo treba s tistim ciklotinom, se je vse skupaj razpackalo, tako da jaz tisto uro nisem mogla izpeljati programirane sekvence in sicer sem imela, kako? V 5. razredu, ja, ne v 5., v 4. razredu. Podlesna vetrnica je bila programirana sekvenca in sem šla bosa v razred, ker ni bilo končano, ne. Da smo to naslednji dan, oziroma ko je bila na sporedu narava, smo to potem pomagali dokončati, ker je to bilo treba vse na roke, smo tipkali, na stroj, ne. Ali pa, ja. Ja, jaz se spomnim, da ko je zavrtel, učitelj športne vzgoje mi je pomagal, no, zdaj se ga spomnim, in je vrtel in potem se je tisto, ja, očitno je preveč namočil in potem je bilo mimo grede. Mene čakate na koncu, ne? Glejte, jaz bom vstal, ne, ker ponavadi stojim, ne? Tudi križ boli. Jaz sem dobil vprašanje, ki je zelo splošno, ne? Kakšni so vaši spomini na študij v Kopru, ne? Tukaj, ko poslušam kolegice, študentke takrat, lahko se jaz ujamem z Nadjo, ne, midva sva prišla čisto z nekega drugega sveta v ta prostor.
Jaz sem prišel z neznansko voljo, da pač moram nek študij, neko izobrazbo doseči. Začel sem 3-letno poklicno šolo in sem postal tesar. Ampak meni je bilo to premalo in sem iskal vse možnosti, kako bi jaz prišel na nek študij, najprej v srednji šoli. V gimnaziji sem poskusil delati izpite, ni šlo. No, potem se nekje v podzavesti spomnim, da sem nekje prebral, da obstaja ne enota, oddelek Pedagoške akademije v Kopru. Oddelek, ne. In pogledam, kaj treba narediti. Sprejemni izpiti. Ampak nič, ker sem imel tako velikansko voljo, da pridem do določene izobrazbe, sem se pač pripravljal za te izpite v Ljubljani na Pedagoški akademiji. Jaz se ne spomnim, da smo imeli 2 ali 3 izpite, ne, Nadja, te boš vedela, ne? In kar se tiče tistih družbenih, socioloških vprašanj, ni bil problem, ker takrat sem bil zelo aktiven v mladinski organizaciji, ampak problem je bil pri slovenskem jeziku. Ampak takrat se je zgodilo nekaj, kar je rečem, da lejte, tudi Istrijani smo malo pametni in bistri, ne. In jaz sem leto 2 dni prej izdal pesniško zbirko, pesniški list 7, in sem to vzel s sabo in sem prinesel na mizo komisiji in so rekel, če znam napisati pesniško zbirko, verjetno bo znam odgovarjati tudi na vprašanje, ne. So se nasmejali in sem odgovarjal, kar sem znal. Ne vem, če sem znal dovolj, ampak na koncu sem te sprejemne izpite naredil. To je bil prvi veliki izziv, preden sem stopil v hram strahu, izzivov. Vete, ne vem, kako ste vi to doživljali, ampak ko sem stopil v ta razred, me je bilo silno strah. Strah, moram priznati, da prva predavanja jaz nisem bil sposoben razumeti ničesar. Punce so tukaj takrat pisale zapisnike, jaz pa zapisnika absolutno nisem znal napisati. In sem bil že obupan in so rekel, to ni zame. Tak strah je deloval. Ampak spet istarska trg. In sem šel k Silviji Černelič in so rekel njej, ne Bertokovi, njej so rekel, veš kaj, jaz to ne morem, ne gre. In me je potolažila in je rekla, veš kaj, bomo pomagali. Najprej prejdi prvič na izpit, boš pogrnil, ampak boš videl, kako to zgleda, boš pa šel drugič. In tako se je dogajalo. In pol šolskega leta sem se grozno lovil, pobiral, obupal, dobil pogum in v nekem trenutku se je zgodilo, da je šlo odlično. Na koncu sem pač to opravil z 8, ne? Čudež in pol, ne? Ta 8 potem seveda mi je pomagala drugo stopnjo študirati na univerzi, ne? Ampak na tem oddelku seveda se spomnim tudi vseh profesorjev, Hasla, Bertokove in druge, ne? In res so, ker nas je zelo malo, 16 je bilo, recimo, če sem primeren podatek, 1600 in toliko zdaj tukaj v tej hiši, nas pa samo 16, ne? Je bil profesor verjetno toliko krat s teboj, te podpiral, poučeval, usmerjal, pomagal, da smo bili deležni ene velike, velike pomoči, ne? Posebno jaz. In da smo potem mnogi kar fajn izvozili naprej. Še nekaj smo na tem oddelku delali, tukaj verjetno se bo pisarka spomnila, ne? Ta oddelek ni bil siguren, da bo obstal naprej. Ni imel stabilnih virov in vedno je bilo potrebno
se nekje boriti, da si do teh sredstev, da se lahko plačalo profesorje. In se spomnim, takrat smo imeli tako imenovano osnovno organizacijo Zveze komunistov, če Biserka, ti si bila šef takrat, ne? In smo na dnevnem redu imeli skupaj z Bartokovo veliko krat razpravo in debato o tem, kaj bo s tem oddelkom. In smo na vse naslove, kar je bilo takrat možno, je bil en študijski center v Kopru, pa tudi na obalno skupnost in Rojan, se angažirali tudi mi študenti takrat, da se ohrani oddelek in da kasneje postane enota pedagoške fakultete, kajti še kasneje je nastala potem tale stavba na tem prostoru. Ne. Skratka, bili smo zelo aktivni, sodelovali so in smo imeli osebno vizijo in tudi vizijo, kaj bo s tem oddelkom. Tako da iz tiste velike volje po izobrazbi, strahu, da ti ne bo uspelo, podpore na vseh stranih, od strani profesorjev in na koncu tudi uspešno zaključen to pedagoški del izpitov in seveda služb pa je bilo ogromno, kot je rekla Sonja, ne? Tudi meni je takrat prišel Andrej Kuce, ki je bil ravnatelj v Marezegah in je rekel, pridi učiti. Rekel, jaz nimam še diplome, ne? Pridi ti učiti. Ok, bom razredni pouk učil. Ne, boš učil zgodovino in zemljepis. In vam povem, z velikim veseljem sem vstopil v razred, ker sem rekel, toliko izkušenj, toliko samozavesti, toliko prepričan vase, bom naredil vse. In bom tudi v tem, kar bom naredil dober. Hvala. Torej, jaz sem prišla na fakulteto oziroma na takratni oddelek 87. leta, torej veliko kasneje, kot ste prva, druga generacija. Je pa skozi moje roke šlo tolikokrat ta papirologija, ti dokumenti, tako da sem praktično vas poznala po imenu in priimku, pa potem kot hospitacijski, kot mentorice, tako da praktično poznam vsako, ne, zdaj vaju dve, moje študentke, vas poznam z visoke, ko ste se upisali na visoko, torej na fakulteto, ostale pa po imenih, ne, kot mentorice na osnovnih šolah, ko so naši študenti hodili na prakso, ko ste vi govorili, recimo, kako so prišli pripravljeni, nepripravljeni in tako naprej, kolikokrat smo imeli tudi mi debate tukaj, kako morajo iti na šolo, kako se morajo predstaviti in tako naprej. No, jaz sem pač nasledila gospo Miro Šuštar, to je bila takratna tajnica, ona mislim, da se je zaposlila nekje 75. S tem, da je takrat, da sta delala samo profesor Rotar, ki je bil nekako začetnik oddelka, on je tudi, dobesedno, jaz sem nekako prevzela njegovo dokumentacijo, imam še zdaj spravljeno, njegove original dokumente, kako se je ustanavljal oddelek in koliko prošenj, koliko debat, koliko dokazovanj, koliko prepričevanj, da je prišlo do tega, da se oddelek ustanovi. Moram reči, da Ljubljana ni bila ravno navdušena za ustanovitev tega oddelka, ampak potem nekako so popustili, ne, s tem, da največji problem je bil tudi ta, da so bili profesori ljubljanski, ki so hodili sem predavati. Ne. To pomeni, da nismo imeli svojega kadra in tu je bil potem ta problem tudi finančno zadostiti zadevam, pa tudi prostorsko je bil problem. Ne. Najprej smo bili nameščeni v Pinka Tomažič, po 79. Potem smo prišli v to famozno našo staro hišo Korner in od takrat smo tu 79. Takrat se je prenovila osnovna šola Pinka Tomažič. Ja, tam so ja. Tako, to in moram še bom nekako se spomnila profesor Bertokove, kot so se jo tudi vsi, ona je nekako tudi, ona je prva predstojnica, formalno, pravno tudi prva predstojnica oddelka v Kopru, ne.
ker profesor Rotar je pa bil samo kot nekako, on je takrat bil na Zavodu za šolstvo v službi in je bil kot začetnik in spodbudnik to, da se pač ta oddelek ustanovi. Jaz sem pa potem prišla, se pravim, 87. in od takrat sem tu. In tu bom zaključila še malo. Ko govorimo o profesorjih, ne, jaz imam tam indeks, ne, verjetno prvo leto in drugo leto so učili pretežno koprski profesori iz gimnazije in drugih stvari. Nekaj je prišlo tudi drugot, ampak prvi kader je bil prav iz gimnazije Koper, ker gimnazija Koper je bila sigurno tista, ki je lahko skočila noter s svojimi predavatelji. To je res, ampak pravim, to za obstanek oddelka, ne, če ja ali ne, tu je bil prva generacija, se pač upisala tak 16 študentov. Potem pa je vedno bilo iz Ljubljane, je bilo to, ja, nimate kadra, nimate financ, nimate prostorskih pogojev, ne, to so bili problemi. Smo zmagali, ja, smo zmagali. Da skoprske pa res ne vejo, kaj bi mi te počeli tam gor. Mi smo se kot dve štorklji obrnili in šli domov. Še zdaj mi je žal. Odkot ste z Kopra, konec. Tako da zdaj, ko se dogaja to z medicino in vsem tem, prav podoživljam te stvari, ne, se ponavlja. Še jaz povem, profesor, hvala, ne, čisto na koncu smo ga imeli in res full immersion je bilo z hvalo. Do julija smo imeli filozofijo. In profesor Hvala mi je rekel, ti moraš iti v Ljubljano nadaljevati. Smo prišli na sociologijo, so nas tudi kar skozi vrata ven, skozi okno smo šli, skozi vrata noter, skozi okno smo šli ven. Silva, bi se ti imela še eno vprašanje? Ne, mene pa zanima, danes veliko govorimo o statusu učitelja, ne, kako v bistvu slab status učitelja, vedno slabši v družbi. Pa me zanima, kako ste se vi počutili, ko ste začeli učiti. Kakšen občutek je bil, ste se počutili kot vredni, ne, vas je okolica prepoznala kot take in kaj bi mogoče danes lahko naredili, ker veliko govorimo tudi v okviru tega nacionalnega programa za vzgoj in izobraževanje, kako v bistvu spodbuditi pozitivna stališča do učiteljev in dvigniti status. No, to me zanima, kako je bilo takrat, kakšen občutek. Javlja sem se zaradi tega, ker imamo danes ob 8 uri še v Gorjanskem prireditev, pa se je to nekako pokriva, ne? Tako da ob 8 uri, čez nekaj časa grem. No, ne bom o tem govorila. Govorim ta trenutek o dveh zelo različnih izkušnjah. In to je poučevanje na šoli Janka Premrla Vojka, čeprav to je bila druga izkušnja. Prej sem začela v Sežani, tam sem učila v podaljšanem bivanju. In proti koncu leta se je izkazalo, da je zbolela učiteljica razrednega pouka v Štijaku in odšla sem tja. Mislim, da je bila to v mojem življenju najboljša izkušnja do zdaj, tam sem se največ naučila. Bil je kombiniran pouk, 3-4 in šola v takem okolju popolnoma kmečkem. Z vsem entuziazmom sem pripravljala zaključno srečanje o 5. uri popoldan, petek. In zdaj mi povejte, koliko ljudi je prišlo. Se pravi, o 5. uri popoldan so ljudje grabili seno in ga spravljali in ni bilo nikogar, otroci si niso upali povedati, se jim ničim ne bi naredila, ne? Bili so zadovoljni z mano in tudi spoštljiv odnos so imeli do mene kot učiteljice, ne?
Tako da tukaj, čeprav smo tistikrat tudi delala sem resnično cele dneve, dobro, da nisem imela, ne vem, svoje družine, še takrat otrok, tako da je bilo od jutra, ko sem začela ob 8, pouk je trajal dlje časa, ne 50, ampak 55 minut in priprave tudi trikrat pišeš priprave, tako da je bilo do večera. Se pravi, to je bila ena izkušnja, zame zelo dobra izkušnja. Kljub temu, da je bil odziv staršev, ampak sem se naučila iz tega veliko. Druga izkušnja je pa Koper, šola Janka Premrla-Vojka in tukaj je bila spet v tem smislu posebna, ker sodelavke so točno poznale, vedle za posamezne dele Kopra. Zraven je bil Nebotičnik, ki danes je baje naseljen s kar premožnejšimi. Ne vem, če je kdo med vami tam. V glavnem, prihajali so, tam so živele družine z otroki, ki so prihajali iz drugih jugoslovanskih republik. In ta Tomosov blok, bi jaz rekla, na to nismo bili dovolj pripravljeni, vse jaz osebno. Če si ti živel čisto normalno življenje in vstopil v to, kaj to pomeni? To pomeni in tudi danes se dogaja to, da imajo otroci več izkušenj, kot jih ima učitelj. To, ali pa take posebne izkušnje, ki jih učitelj nima in v tem primeru težko razume otroka. To bi bilo. Hvala lepa vsem in lep pozdrav. Hvala lepa, Nadja, za spomine. Medaj se pač tikava, ker se poznava že dolgo časa. Če nas ne bo zapustila želja po študiju, ker Nadja vodi Univerzo za 3. življenjsko obdobje v Sežani. Tako da, dajte, mladi smo še, imamo še priložnosti. Ravno to sta bili dve vprašanji. Eno od teh je bilo ravno to, kakšen je vaš pogled na vlogo pedagoškega poklica danes, ampak smo že kar vmes nekako slišali, ne? Gospa, vi ste rekli, da ste dobili takoj stanovanje, potem prosili so, hišnik me povabiti na to, da pridem v šolo in tako naprej. In danes pač ni tako, čeprav nas potrebujejo, učitelje zelo potrebujejo, samo mislim, da se pa pač nivo spoštovanja se je pa zelo spremenil. Jaz sem začela v majhni vasi in tam je bil župnik, gostilničar pa učitelj. To so bili 3 najbolj pomembni ljudje v vasi. Bilo čisto drugače, so te pozdravljali, danes pa pridejo starši, vemo, z advokatom v šolo pa navadi. Drugo vprašanje je pa še, kako ste se po študiju vključili v poklicno kariero? Sicer to smo tudi že nekaj odgovorili. Služba, tako, no, tako. Ja, še. Imam pa ja še eno vprašanje, če smem. Mene bi pa zanimalo, če bi lahko tako opisali, kako so se mogoče generacije učencev spreminjale od začetka, ko ste nastopili pa do danes. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje, imam 2. Je pa povezano z indeksom od kolega, ker sem videl, da je bil že tam profesor filozofije in etike, kar sem pa jaz danes. Zato, če ima mogoče kdo kakšen spomin na ta predmet ali na profesorja, bi bil zelo vesel, če bi to delili z mano. Filozofijo. Najprej smo imeli profesorja Hvalo, je prihajal iz Ljubljane, meni je bil enkraten, tam je tudi usmeril za naprej. No, ko sem se pa drugič upisala, 96. leta, smo ravno tako imeli filozofijo in smo tukaj v tem prostoru čakali v soboto zjutraj predavanje filozofije. No, pa pride en tak razbit avto tle spredaj in 2 z rokezo, en vozi, drug pa še slabši kot tisto, ko je vozil. Darker, črn, ketne sem, no, in se pogovarjamo. Ma poglej tega, ma kaj dela tukaj, ne? Ma glej, kaj prihaja, sem smo delali, ne? Glej, kaj sem prihaja, ne? In ga gledamo, no in pride ta Dario, ne? Dario,
prije Darja je rekel, mene čakate? Ne, smo rekli. Čakamo profesorja filozofije, ne? Je rekel, to sem jaz, ne? Smo se vsi njemu strašno nasmejali, ne? On je bil tudi tak srčen človek, no, tako da ne. Kljub taki prvi stiski, recimo, ko smo začutili, recimo, da smo ga opravljali, ko smo ga gledali. Lušen fant je bil, no. To je bil... A je bil to Darij Zadnikar? Ja. Ja. On je bil motorist, kot vem, ker je bil moj sošolec na psihologiji. Ja, sem da je on naredil, jaz pa ne. Ja. On je bil pa motorist je prišel s ketnami, ja. Ja, vseeno, ne? Ja. Tako. Ja, ogromno naučili v tem pogovoru, seveda zdaj tudi neformalno stiki in neformalno druženje bomo še veliko povedali. Edino mene skrbi, ne, kaj bo čez 50 let, ko bodo tako tukaj sedeli, pa bodo rekli, joj, tista Krmavnerjeva, ja, kako je bilo. Moramo malo poskrbeti za to, ne? Ker lepo, da ste se spomnili, ampak niso vedno pozitivni spomini. Ampak vem pa, da tudi tisti negativni so nas lahko spodbudili v nekaj, da smo mogoče še boljše naredili. Čeprav res dober učitelj lahko spremeni življenje učencev, to se verjetno vsi strinjamo, ne? Ga usmeri na neko pot ali zgledam ali pač čemarkoli. Tako da je še kakšna pripomba, kakšna misel? Seveda, izvolite. Bilo vprašanje, kako gledamo na učiteljski poklic oziroma kako danes, ne? Jaz moram priznati, da imam sina, ki uči na tej veliki koprski osnovni šoli, ne, zgodovino in geografijo, in partnerico, ki tudi uči tam, ne. In ko pride domov, ne, vsak dan je na dnevnem redu, kaj vse doživljajo pač na šoli, ne. In seveda meni kot izkušenemu učitelju, jaz jim predavam, ne. In velikokrat jim rečem, da veste, učenci, kakršnikoli so, če ti pred njim pokažeš, da nisi suveren, ne, da se malo zgubiš, ne, tu pa tam, ne, takoj pogruntajo oni to, ne. Danes jaz obema tako svetujem, ko vstopita v razred, bodi suveren, bodi pravičen, kar pomeni tisti, ki si zasluži kazen, pač ga treba na en način skupinsko kaznovati, jaz pravim skupinsko, ne, in tisti, ki si zasluži uspeh, treba mora dati uspeh. In vedno poskuši snov skozi življenjske izkušnje predstaviti. Kajti, če imaš nekaj življenjskih izkušenj ali pa si jih slišal, daj to kot primer in kaj se zgodi, oba potem rečeta, ja, ko začneta govoriti kakšne zgodbe, ki jih povežejo z sunjo, so zraven prisluhnejo. In najbolj pomembno, bodi načelen, ne. Če piše v šolskih pravilih, da bodi pred zvonjenjem v razredu, bodi v razredu, ne pa po zvonjenju vstopiti v razred. Če v razredu si obljubil, da boste to in to naredili, to naredi, ne. Jaz mislim, da veliko težav mladi učitelji, vsej moja dva bi rekel, je prav v tem, da kar naenkrat zaznajo, da niso več sposobni vladati nad razredom. In to pokažejo, ne. Jaz sem rekel, ne pokazati tega. Suvereno igraj svojo vlogo, bodi do njih dober, pošten, pravičen in načelen. In kmalu bodo spoznali, da je ta učitelj tisti, s katerim se lahko komot pogovarjamo in ne bo potegnil za eno drugo stran, ali pa da ne bo šel
tožariti, ne, kot se je zgodil primer v šoli v Kopru, so učenci na podlagi enega samega učitelja, profesorja, ne, rekli, kam je pošiljate gor na psihoterapijo. To je bilo k pedagogi in ravnatelju. Ne. In potem zraven, sejkor so vsi nori. Ne. Učenec, če pride do tega spoznanja, sem potem malo raziskoval, kako je lahko ta učenec to sploh rekel. Je rekel, ja, to mi je rekel, da je rekel učitelj delovati. Vejte, učitelji, to, kar rečejo, morajo biti zelo pazljivi, kajti če rečeš enkrat, tisti je nor, nisi več suveren. Poskušaj tudi danes, če kateri, ki še študira, ne stopi tako v razred in ne uporablja teh nepotrebnih etiket, ne. Norec pa to, četrto. Ne. Jaz mislim, da učitelj danes ima zelo pomembno vlogo, še zmeraj, ampak se mora zavzeti za sebe, tudi če ne zmaga. On mora pač dokazati, da tudi če zgubi, on stoji za svojimi besedami. Zaključek, hvala. Še imaš besede? Ja, jaz bi se vsem zahvalil, res je bilo fantastično meni poslušati, ne dvomim, da tudi tistim, ki bodo potem si ogledali naš posnetek. Mislim, da bi morali še kdaj narediti kakšen podoben dogodek in se tako skupaj pogovoriti. Tako da ja, res hvala, da ste si vzeli čas in da ste prišli deliti svoje izkušnje. Hvala.